sem dovolj glasen. Ok. Torej, na drugem delu, drugi modul, drugi korak. Serious Business Transformation, zdaj ta drugi korak se imenuje, oziroma sem ga poimenoval poslovno umirjanje. Namreč na prvem delu smo mi v bistvu v osnovi govorili o analizi. Se pravi, analiza v osnovi pomeni pretres stvari, ne? Ker mi, ko začnemo stvari analizirati, v bistvu niti ne veš, kje bi pravzaprav začel. In ampak v vsakem primeru moraš pa en korak narediti, nekje moraš začeti, ker vkolikor pač ne začneš, stojiš na mestu in samo govoriš, kar je bilo fajn, ne? Pa daj še eno pivo na mizo, pa kako je hudo, ne? Pa še enega si bomo prižgali. In tak ta, bom rekel, tipični pogovori se začnejo, ne se analiziramo, ful delamo na sebi, se pogovarjamo, ampak še vedno v isti gostilni vsak večer v istem pivu sediš, ne veš koraka naprej. In to, kar je bilo pač pravzaprav najbolj pomembno od preteklega srečanja, ne, je to, da treba ta poslovno idejo, pa pač to naše poslanstvo, ločiti od osebnega. Ne. Spravi, tudi poslovna ideja rabi, tako pravimo mi, neki svoj oltar ali pa svoj sveti prostor, ga rabi tudi poslovna ideja. Ampak poslovna ideja nima klasičnih oltarjev, kot jih mi poznamo, so poslovne stavbe, poslovni prostori. Ne. In ti poslovni prostori so v osnovi pravzaprav oltarji, svetišča. Spravi tam, kjer se pravzaprav to dogaja. To zdaj govorim, mislim, zakaj dajem primerjavo svetišča, cerkve, sveti prostor, zaradi tega, ker če gledamo nazaj skozi zgodovino, zakaj je bilo toliko svetišč, ali cerkva, ne, v osnovi so bili to neke vrste poslovni prostori. Oziroma prostori, kjer se je ta neka ideja nadgrajevala oziroma dobivala večjo moč oziroma svoje poslanstvo. Ne. Pa tisto, ko rečemo, točka, kjer se stvari uresničujejo. Zato je v bistvu v poslovnem svetu vedno najbolj pomembno, da mi postavljamo pravilna vprašanja. Namreč vso znanje, pa vse, kar je okoli nas. Ampak, če mi ne znamo tega uporabiti, oziroma vse te energije, nam tudi ne bo nič koristilo. Ne? Spravi se lahko koristne informacije v osnovi za nas smeti. Če pa jih mi znamo pravilno usmeriti, pa pokazati smer, potem je pa vsaka, tudi če se nam zdi ne vem kako neuporabna stvar, lahko zelo, zelo uporabna. Ne? Tako da, kot isto pravi pregovor, kakorkoli smo mi, oziroma lahko imamo svetovni produkt, ne? Ampak če ga ne znaš prodati, ni vreden. Ne? Tudi umetnina ali pa neka lokacija je v bistvu toliko vredna na trgu, za koliko jo lahko prodaš. Ne? Samo to je to. Ne? Zdaj pa lahko jaz prodam eno sliko, ki jo narišem za 1 evro, toliko da si stroške papirja pokrivam, ne? Lahko jo prodam za nekaj milijonov. Ker jo znam pravilno v bistvu usmeriti. Ni zato, bom rekel, v smislu, ko nekateri pravijo manipuliranje ali pa nekdo nekoga okolje prinesel. Ne? Ampak je samo se energija usmerila na pravo točko. In tisti, ki je plačal za neko sliko toliko, kot je zaradi tega, ker je sebi dal dodano vrednost. On je v bistvu s tem, ko je investiral v nekaj, ne, svojo energijo dvignil na višjo frekvenco. Zdaj pa lahko to umetniški izdelek, lahko je to nepremičnina, lahko storitev, karkoli. Zato, kaj je prava cena, je pač samo toliko, koliko nekomu da dodano vrednost. Hkrati pa mi moramo paziti, da sebe ne razvrednotimo, ne? Da kar nekaj pa 1 evro prodajaš. No in to, kar smo tudi v začetku rekli, ne? Da na eni strani zelo redko vas obveščam, ali pa ne odgovarjam na vaše e-maile, SMS-e, sporočile, zelo redko odgovorim na klic nazaj. Ne? Mogoče to izgleda vse skupaj tako
neorganizirano ali pa neposlovno, bi nekdo rekel. Ne. Pa sem se kar dosti s tem ukvarjal. Ne. Najprej seveda zaradi tega, ker če si cel dan zaseden, sploh ne moreš na telefonu govoriti, ne. Oziroma kako bi zdaj bilo tudi, da bi meni telefon zvonil, pa bi se rekel samo malo, ker je to poslovno, se moram zajaviti. Ne. In potem, če si v 10. zvečer konec ali pa v 8, zelo redko še vračaš klice. Ne. Potem pač SMS ali pa maile zvečer odgovarjam. Ampak po drugi strani sem se poprašal, če mi delamo vse v skladu z naravo, to, kar pravzaprav se tukaj učimo, ne, da probamo delati v skladu s tem. Narava v začetku določi pravila, ko se začne nek proces. Potem pa vse ostalo pa dela v skladu z vsemi temi naravnimi zakoni. Ne. In mi smo pač v začetku določili neka pravila, pa datume, ne, in potem zdaj gremo s tokom. Zdaj, kdo sledi, sledi. In isto je pri naravi. Ne. Kdo bo temu sledil, bo sledil temu, ostali pač nas ni, oziroma ni tiste osebe ali pa oseb tukaj. Ne. In zato sem se odločil, da nimam zaradi tega slabe vesti. Če nekomu ne odgovorim ali pa pač ne redno mailo pošiljam. Res pa je, kar bomo pa kasneje videli, ne, ko bomo ta drugi model končali, bomo šli 3. pa 4. se pravi dinamični model komuniciranja pa projektno pisarno. Tam je pa, če pa mi hočemo vse eno vplivati na naravo, potem pa lahko mi ta tok energije začnemo usmeriti. Ne? Se pravi, če zdaj tak pogledam iz človeškega vidika, ne? Ok, zdaj jaz dajem to znanje, ker jaz rabim to skomunicirati, da sam sebe slišim. V 3. modulu se bojo pa začele, sicer bojo pa bolj tehnične stvari, ne, ki bomo jih v bistvu povedali v enem dnevu, ampak takrat bom pa že začel razmišljati, zdaj vi greste proti koncu, kaj pa zdaj? Potem pa sem mogel začeti tržno obnašati. Ne. Potem pa jaz mogel biti bolj organiziran, pa začeti to vašo energijo, ne da bo šla kar prazno, ampak bom mogel začeti jo usmerjati. Ne. In takrat bo pa potrebno biti dosleden, se odgovarjati, biti prijazen. Ampak ne, še enkrat, ne v skladu manipulacije, ne, ampak čist naravni, ne, če bo, hočemo, da neko območje obstaja dokler ne dozori, potem je pač treba začeti to energijo narave usmerjati, ne pa je umetno držati. Zato mogoče Tesli ni to uspelo, ne? On je hotel v bistvu akumulirati strelo, ne? Spravi to moč elektrike iz narave. Ne? Pa najbrž narava tega ne gosti, ne? Lahko za nekaj časa držiš, potem pa, ker če bi se pa vsa energija, ki jo narava ustvari, akumulirala, to pomeni, da bi pa potem narava začela kontra sama sebi delati. Ne? Spravi, jaz lahko vam dam, oziroma vas usmerjam samo do neke točke, ne? Ko še vi čutite, da imate lahko dodano vrednost. Potem pa ne, da vas bom zdaj umetno držal, ne? In tu se v bistvu začnejo poslovni modeli lomiti, ne? Ko začnejo ta multilevel marketing primer. Ne? Zdaj pa še eno nagrado, pa dajmo se na 14 dni dobivati, pa skratka čim več nekih daril, ne? Ali pa nasploh ta naša družba, ne? Zdaj potrošniška družba. Zdaj v bistvu v tem tednu je zelo aktualno to zaostrovanje dajanja kreditov. Ne? Pak, jaz sem vseeno na to probal z pozitivnega vidika gledati. Ne? Pomeni, da v bistvu smo na ta način začeli omejevati potrošniško družbo. Da ne gremo preko svojih mej. In to je v bistvu pravzaprav regulacija. Ne? Ker do zdaj, bom rekel, ta kapitalistična družba ti je dajala kredit, zato da si bil več čas ujetnik. Pa še to, pa še to, pa še to. Predi pa si že začel kredite jemati, zato da si odplačeval prejšnje kredite. Ne? In tak nedogled, skratka nisi se mogel rešiti. Ne? Ta poteza se mi pa zdi, kot da smo en tisti ujetniški del zaustavili, oziroma začeli počasi ustavljati. In kakorkoli je vsaki prehod bo najbrž nekaterim ljudem
vem, povzročilo, bom rekel, velike glavo bole to, ne? Da ne more zavzeti kredita. Ampak na dolgi rok je pa to, je pa v bistvu olajšanje. Ne? Če ne, v bistvu postaneš vedno ujetnik, ampak enkrat moraš presekati. To je isto, kot da jemlješ tablete, imaš neke bolečine, ne? Pa samo tablete jemlješ. Nikoli pa ne razmišljaš, da bi odstranil vzrok bolečine. Ne? In to je v bistvu ta naravni princip. Vedno se treba vrniti na začetek. Ne? Kje smo, spravi, neumetno držati. No in če se vrnem k današnji temi, torej k temu drugemu koraku pomeni pravzaprav, ko mi začnemo delati analizo, ne vemo, kje sploh prijeti, ne, ampak kjerkoli narediš, v bistvu ti nekaj vrste razburkaš stvari, ko začneš ustaljeno stvar spreminjati. Jaz, ko delam te analize ali pa reorganizacije podjetij, so v štartu vsi navdušeni. Zato, ker, končno neka sprememba. Ne? Dokler ne spremembe narediš. Potem, ko se pa treba v bistvu premakniti z mrtve točke, potem pa vsi. Ja, kaj pa zdaj? Pa če smo to 30 let tak delali, pa bilo vse v redu. Ne? Zakaj zdaj moramo najkrat spremembe delati? Ja, ampak včeraj so pa vsi bili zato, da naredijo spremembe, ker vedo, da tako ne morejo iti. Spet, dokler ta prah obriščemo, ne, je okej, ampak ko pa začnemo stvari predstavljati, potem pa več ni okej, ne, ker se začne ta čist naravni upor, ne. Zato, ker ko mi delamo spremembe v življenju, ne, telo v bistvu vedno zavzame stališče tega boja za preživetje, ne. Kaj zdaj se bojo pa spremembe zgodile, kaj pa zdaj, če se bomo zdaj čisto podzavestno, če se bo zdaj telo živelo, če je zdaj navajeno na neko hrano. Ne. V bistvu, mi še vedno v bistvu tako prvinsko delujemo, kot so prav ljudje, ne. Ker v bistvu celice so še vedno iste, pa spomin njihov. Samo da se to pač nadgrajuje, ne. Pa okolje je drugo. Zdaj, prej so pač živeli v džungli, ne. Bom rekel, naravni džungli, zdaj smo pač te umetni džungli, ne, med betonom, oziroma pač neko umetno maso. Ne. Razlike pa ni. Se pa seveda se naša mentaliteta pa naš ustroj temu prilagodil, ne, ampak primarna informacija je še pa vedno ista. Ne. Ker v bistvu naša podzavest je pač stara, toliko kot je staro vesolje. 13-15 milijard let. Ne. V bistvu je zdaj celični spomin sam ali bolj zapacan kot je včasih. Tako. In zdaj pač s temi drugimi metodami, to, kar se pravzaprav tukaj slišimo, ne, je pa to, kako povrniti ta naravni ritem nazaj, plus to čistiti po naravni to poti. Ne. Edina, kaj je razlika med danes pa 15 milijard let je nazaj, je to, da ta energija, ki je takrat štartala, na dosti višji frekvenci. To je ključna zgodba. Ne. Ker tako sem že večkrat podaril, ne, jaz osebno v bistvu toliko ne verjamem v to reinkarnacijo oziroma življenje, v več življenj. Ne. Vse ne na ta način, ko v bistvu se v večini promovira. Ne. Jaz pač verjamem, da se celoten spomin prenaša preko DNK oziroma preko celic, spravi, da mi ta spomin vlečemo že, pa ga samo nadgrajujemo, spravi 15 milijard let. Ne. Ko pa pride telo iz enega telesa, ne, pa seveda v njega pride energija. Ampak, če gledamo čist po fiziki, ne, ali pa pač po naravni zgodbi, energija nima spomina. Ona ne ve, kaj je, če bila v prejšnjem telesu, kdo je bila, kakva je bila tam energija. Ona si zapomni samo frekvenco. In ko prije v drugo telo, je njen cilj, da gre na višjo frekvenco. In to je v bistvu osnovna zgodba. Ne? Zato mi s temi dušami na ta način, ko jih imenujemo, to ni, ampak v bistvu vse se to v osnovi dogaja v materialnem svetu. In to, ko mi rečemo, da v bistvu v osnovi delamo na sebi, ne, je ravno ta zgodba, da mi gradimo ta energetski ali pa dušni del, ne, na ta način, da to energijo dvignemo na višjo frekvenco, ne, da ona v bistvu izpolni svoje poslanstvo tu in potem gre
ali drugo telo, ali na neko drugo frekvenco, ali kakorkoli. Teda, mi zdaj tako kot celota, ne, ko se praviš, sploh smo mi nekaj eno razmišljaš, pa ti pa rečeš, aha, imam v sebi ta pozitivni pa negativni del, pa še, ne vem, 100 nekih različnih. Ne. Kdo v resnici smo mi kot celota, jaz osebno nimam še razlage. Ne. Jaz vem, da smo sestavljeni iz večjih delov, ne, ampak ta zavest, ki nas pa zdaj tu skupaj držijo, pa da jaz sploh potem tako zavestno razmišljam, to je pa, mogoče pridemo do konca predavanja, do nekih spoznanja, pa do neke celote. A zdaj pa sem še, tu pa tam se ukvarjam samo s tem. Skratka, ko mi začnemo razmišljati o spremembah, je dejansko prvi korak, da sploh nekje začnemo, ne? In ti prvi koraki so v osnovi analize, da mi pogledamo, kje smo. In šele potem, ko naredimo analizo, ko stvari zložimo, si v bistvu v tem drugem koraku vzamemo čas, da pogledamo, kaj smo mi pravzaprav do zdaj naredili, kaj je naša dodana vrednost, kje smo. To je v bistvu tista osnova te cele zgodbe drugega koraka. Ne. V osnovi bi lahko rekli, da je ta drugi korak prvi počitek v transformaciji. Ampak tisti koristni počitek, ni da si gremo zdaj gremo pa na dopust, ne, ampak da imamo mi pred sabo vse stvari zložene, ne, ker je v bistvu prvi korak je garanje, ker je treba vse zvleči, narediti analizo, ne. In zdaj je, ko imamo mi stvari zložene, ne smemo hiteti dalje, ampak si moramo vzeti ta čas, da mi sploh pogledamo, kaj z tega, kar v bistvu smo privlekli vse sabo, je našega, kaj je koristnega, kaj lahko uporabimo naprej. Ampak zato si treba vzeti isto časa, kot to čas, ki smo pospravljali. Se pravi, če vi imate za pospravljanje stanovanja, vzamete cel dan, pa dodate vso garderobo ven, pa ne vem karkoli, vam ne svetujem, da takoj vse to zapakirate pa odnesete. Ne, pospravljanje, tako generalno, vsaj bilo 2 ali pa 3 dni. Pustite. Ne bo to nekaj časa zunaj, ne, zato da sploh vidite, kaj je isto, kaj ste potegli ven. Ker ni nujno, da vi zdaj v tem trenutku, tistem trenutku, ko ste potegnili ven, da so tista čustva ista, kot bo čez pol ure, ko se vse umiri, pa vidite neka obleka, ne, potekli ne tega več nočem, ker je vas spominja na nekoga, ne, v bistvu je še povedno uporabno. Ali pa lahko nekomu drugemu podarite naprej. Zdaj govorim čist pač na teh vsakdanjih primerih. Ne. V podjetjih je to drugače. Tam je tudi treba, ko se dela prenova celostne grafične podobe, poslovanja, procesov, ne, je tudi treba najprej pogledati, kaj lahko mi od starih spoznanj procesov uporabimo. Šele potem narediti korak naprej. In zato je v bistvu ta neke vrste odmor, ne? Ni to odmor, ko rečeš tak, zdaj pa dal glavo na off, ne? Ampak je to aktivni odmor. V bistvu se ti iz tiste, bom rekel, zunanje aktivnosti spremeniš nazaj v notranjo aktivnost, ne? Ko iz sebe pogledaš nazven, kaj pravzaprav jaz imam zdaj pred sabo. Spravi, če se navežemo na prejšnje predavanje, ne? Mi smo se pravi v prvem delu ločili posameznika pa njegovo poslanstvo, ne, se pravi njegovo srce. In zdaj mi z srcem nadaljujemo, se pravi to njegovo poslanstvo naprej. In zdaj, seveda, tu je bilo en kup nekih stvari okoli in s tem, ko jih v bistvu zdaj v tem drugem delu mi počasi zložimo, v bistvu bomo šele tako v drugem delu pravzaprav videli v resnici, kaj je naše poslanstvo. Ne? Ni nujno, da je to, kar ste vi prejšnjič razumeli, da je vaše poslanstvo, aha, jaz delam to in to in to, ne? Ker je to bil prvi impuls. Pravo zgodbo dobite vi šele tu, ko začnete stvari umirjati pa zlagati. Spravi tu v bistvu tisti, ki začenjate posel, ne? To pomeni, da v bistvu napišete vse, kaj delate,
ciljno publiko, ne? In potem boste naenkrat videli, da delate vi v bistvu več stvari. Ampak ni nujno, da pa je vse to za vaše. Ne? Lahko vas bo to usmerilo k čist novemu cilju, lahko boste pa rekli, ne, samo to je. In bodo vse te stvari kot neke podporne začele počasi odpadati. Namreč vi z tem umirjanjem šele v resnici vidite, kje pravzaprav je tista vaša prava pot. To ne pomeni, da boste že v drugem koraku našli, ne, to bomo potem kasneje razvijali. Ampak tukaj boste šele začeli, v bistvu se vam bojo začeli obrobje, tisto kot iz megle, ko vidite nekaj, vam pravzaprav začelo šele kazati, v katero smer vi pravzaprav greste. Ne. In zato je tu je pomembno, da ko zaključite eno akcijo, po akcijah vedno mora biti pauza. Ampak aktivna pauza. Kaj sem jaz zdaj naredil? Kaj imam pred sabo? Začnete to pravzaprav opazovati. Spravi, tu zdaj že vi ste to svoje poslanstvo, ne, zakaj ste tu, oziroma zakaj ste tu začeli delati, počasi začnete spremljati, mislim, dajati iz sebe ven. To je tista faza, ko se pravi otrok rodi, ne, in počasi se on začne zavedati, zakaj je on sploh prišel na ta svet. Ne. Spravi, od 3. leta naprej, ko lahko začne starš počasi puščati otroka v svet, ne, namreč pri 3 letih lahko že otrok začne dojemati svet kot odgovornost, ne, se začne odgovornost pri njem razvijati in to je v bistvu isto kot poslovna ideja. Ne. Spravi, zdaj pa je že lahko malo začne opuščati, da mi smo dali svetu samo en ta del, ne, in to zdaj ni več naša stvar, to je že stvar širše javnosti. Ne. In zdaj začne to oni usmerjati, ne, drugi oblikovati, mi se pa začnemo odločiti, ali bomo mi še to v celoti upravljali, ali bomo že povabili druge ljudi zraven, ki bodo to tudi razvijali na svoj način, pač živeli od tega, ne, lahko bo tudi njim to potem orodje, s katerim bojo v bistvu živeli. To je v bistvu ključna stvar, ki se v tej drugi fazi začne odvijati. In to v bistvu pač vsak pri sebi naredi, ne, odvisno, s čem se pač ukvarja, ne. Nekdo, ki dela, bom rekel, prenovo, bom rekel, čisto stanovanja, ne, teh osebnih stvari, res vam svetujem, da to generalno čiščenje delate 2-3 dni, ne en dan. Tisto zdaj pa moramo, zdaj, če smo začeli, zdaj bomo pa zaključili. Kaj naredim? Samo en kup smeti zapakiramo samo v drugo lepšo škatlo. Ne. Pa tudi, če bi na koncu čez 2-3 dni ugotovili, da bi isto naredili, ampak naša glava je bolj čista. Ne. Se ni poanta okolice, kakaj je. Poanta je to, da je naša glava čista. In ko je naša glava prazna, tudi tistih stvari več okoli sebi narabimo. V podjetju je to pomeni, ne, da pred mi začnemo podjetje spreminjati, pa pospravljati skladišča, ne vem, mapne, karkoli pač imamo, ne, moramo mi najprej to v svoji glavi ščistiti. Teda narišemo novi koncept, kaj mi želimo, pa napišemo. Ne. In šele potem, ko mi to vse ščistimo, ne, ker to vedno svetujem, da ne v podjetju delati prej sprememb, dokler mi ne narišemo naše cele poti, kaj hočemo narediti. Ker šele potem, ko imamo mi narisano, rečemo, aha, ta omara pa več sem ne sodi, ne. Ali pa ta prostor je ni in bo pa nečemu drugemu namenjen. In to je v bistvu ta druga faza. Mi tu začnemo v bistvu pravzaprav risati in razmišljati, kaj je sploh še pri nas uporabnega. Tak, je kako vprašanje? Okay. S tem
Saj meni